To je vse, kar se vladajoči želijo prekriti s poroko Roberta Goloba. Manj kot leto dni pred volitvami se vlada Roberta Goloba sooča s precej težko situacijo, padajoča podpora in številne afere vzbujajo dvom, da bo Golob lahko svoj mandat kot predsednik vlade ponovil. Tako se je poroka, načrtovana za medije, spremenila v način, kako slovensko javnost preusmeriti od številnih težav v državi. Prvo imamo afero okoli nakupa helikopterjev Leonardo, kjer je vlada potrdila slabšo in dražjo ponudbo strani ponudnika, znanega po številnih korupcijskih aferah drugod. Stanje na slovenskih avtocestah, ki je katastrofalno. Poleti smo bili priča zastojem od Postojne do Ljubljane, 30-kilometrskim zastojem od Razdrtega do italijanske meje, zaprtju Vipavske hitre ceste in dolgim vrstam pri slovenskih konicah v obe smeri. Predsednik sekcije za prevoz blaga v cestnem prometu je dodal, da nikjer v Evropi ne vidimo, da bi polovico države zaprli zaradi popravil. V obnove se spuščajo predvsem nepremišljeno, brez jasne zamisli, kam preusmeriti promet, koliko prometa bo to povzročilo in kakšne bodo posledice. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pa se hvali, da so vložili rekordna sredstva v infrastrukturo, priročno pa izpušča, da sklepajo najdražje anekse. In s 1. septembrom se je začelo zbiranje podpisov za referendum proti zakonu o evtanaziji, ki ga vodi Aleš Primc. Ta referendum pa bo lahko še dodatno udarec vladi le mesece pred volitvami.